Današnja slovenska mesta so v primerjavi z mesti v tujini razmeroma majhna. Povezana so z zelenim zaledjem in zagotavljajo visoko kakovost bivanja. Z novimi pristopi in tehnologijami postajajo pametna. Stara mestna jedra pa so izgubila središčno vlogo, kakovost bivanja se je znižala, hiše ostajajo prazne. Veliko lokalnih skupnosti si zato prizadeva posodabljati mestna središča, urejajo odprte javne površine in prenavljajo arhitekturno dediščino. Kranj, mesto na skali ob sotočju Save in Kokre, ima 6000-letno preteklost, v kateri je bilo upravno, gospodarsko, cerkveno in kulturno središče. Skozi stoletja se je spreminjalo, širilo in časom primerno moderniziralo, ker so bili njegovi prebivalci aktivni ustvarjalci. Zgodovino in dediščino mesta Kranj sedaj že 70 let odkrivamo, hranimo, raziskujemo in interpretiramo v Gorenjskem muzeju. Pomemben vir za proučevanje Kranja je zbirka starih razglednic, ki jo hranimo v našem muzeju. Mesto se je skozi stoletja spreminjalo, naše razglednice pa nam nekako dokumentirajo stanje od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. Velike spremembe v drugi polovici 20. stoletja je doživelo predmestje Kranja. To je prostor, kjer se je danes ohranila gimnazija. Pred tem pa je bil ta prostor povsem drugačen, pozidan zanimivimi stavbami iz 19. stoletja. Opomniti moramo tudi na Narodni dom, ki je bil zgrajen v 20. letih 20. stoletja. To je prostor, kjer je bil kasneje delavski dom. Kranj je bil skozi stoletja pomembno gospodarsko središče. Predvsem ga je zaznamovala sejemska dejavnost. Sem so prihajali trgovci, prekupčevalci iz širšega območja Avstro-Ogrske in ne le iz bližnjih krajev. Sejemski utrip je bil živ vse do nedavnega. Še v 30. letih prejšnjega stoletja je bil glavni trg posejan stojnicami, kjer so ljudje kupovali različne izdelke, pripomočke in pridelke. Glavni trg zaznamuje tudi vodnjak, ki so ga večkrat zamenjali. Kot vemo, za Kranj pravijo, da je bilo tu več vina kot vode. Večkrat se je dogajalo, da je bil vodnjak suh in so morali prebivalci mesta po vodo v Savo ali Kokro. V mestu je bilo po drugi svetovni vojni ogromno trgovin. Pred tem pa je v mestu, recimo v Petrčkovi hiši, če jo izpostavim, delovala Narodna čitalnica, iz katere so išli vsi kranjski kulturni zavodi, od knjižnice, muzeja in glasbene šole. Kranj je mesto, ki stoji na sotočju Save in Kokre, zato je bilo povezano z več mostovi.
Most čez Savo se omenja že v zgodnjih pisnih virih. Naše razglednice iz preloma 19. in 20. stoletja pa nam dokumentirajo star leseni most čez Savo in potem novega betonskega s 3 oboki, ki je bil zgrajen v letih 1908 in 1909. Preden je bil zgrajen most čez reko Kokro, je predele Kranja s Primskovem povezoval Hujanski most. Potem v 19. stoletju so zgradili Kokrški most, ki je bil železni, šele kasneje v 20. letih 20. stoletja pa je bil zgrajen betonski most čez reko Kokro. Razglednice, ki dokumentirajo različne poglede na mesto, nam predstavljajo stanje na prelomu 19. in 20. stoletja. 3 zvonikom mestnih cerkva, cerkvi svetega Kancijana in tovarišev, Roženvenski cerkvi in cerkvi na Pungratu, se ob reki Savi pridružujejo številni manjši industrijski obrati. Ko pa pridemo čez reko Savo na današnjo stražiško stran, pa vidimo železniško postajo, zgrajeno leta 1870, ko je bila zgrajena gorenjska proga. Ta postaja se do današnjih dni ni kaj veliko spremenila. Ob sotočju Save in Kokre vidimo prav tako industrijske obrate, Polakovo usnjarno, ki je bila v tistem času pomemben industrijski obrat. Če se ozremo proti severovzhodu, proti Primskovem, vidimo v ozadju vasi in obdelana polja z njivami in travniki, v ozadju pa nas vedno spremlja niz Kamniško-Savinjskih Alp. Pred več kot 100 leti nam je pogled iz župnijske cerkve pokazal prazno Zlato polje. Tu je bilo le nekaj vil in pa vodovodni stolp ter mnogo obdelanih travnikov in njiv. Kranj že več kot stoletje živi z občasnimi arheološkimi deli, ki odstirajo vedno nove podobe iz njegove preteklosti. Nič pa ni starega jedra Kranja zaznamovalo tako, kot izkopavanje obsežnega grobišča okoli župne cerkve na Glavnem trgu. Grobišče, na katerem so pokopavali od 7. do konca 18. stoletja, nas preko stoletij povezuje z nekdanjimi Kranjčani in samimi pričetki Kranja. Arheologi so grobišča raziskovali v več etapah med letoma 1953 in 2013. Pri tem so odkrili skoraj 3000 grobov. V 60. in 70. letih 20. stoletja je izkopavanja vodil arheolog Andrej Valič iz Gorenjskega muzeja. Muzej hrani zbirko fotografij in diapozitivov tedanjih izkopavanj, ki imajo izjemno strokovno dokumentarno vrednost, hkrati pa pričajo tudi o utripu Kranja v tedanjem času in njegovih prebivalcih.
Leta 1964 so se izkopavanja pričela zaradi obnovitvenih del na tedanjem Titovem, danes glavnem trgu. Izkopan je bil jarek pred pročeli zahodne linije hiš na trgu, prostor pred levim stranskim vhodom v cerkev in zakristija. Zaradi prilagajanja gradbenim delom je delo arheologov potekalo v veliki naglici in tudi v slabih vremenskih pogojih. Izkopavanja so ovirali številni radovedneži. Občina Kranj pa je po mnenju Andreja Valiča pokazala malo posluha za to pomembno najdišče. Kljub tem oviram je arheološka ekipa uspela izkopati 92 grobov. Ekipo so poleg Andreja Valiča sestavljali antropolog Tone Pogačnik z Inštituta za antropologijo Univerze v Ljubljani, kustoz za arheologijo v Loškem muzeju Janez Eržen, Vinko Šorn z Zavoda za spomeniško varstvo Kranj ter preparator Gorenjskega muzeja Marjan Sajovic. Izkopavanja so se nadaljevala v marcu in aprilu leta 1965. Zajela so celoten prostor pred zahodnim pročeljem cerkve, ki je na severu segal vse do vogala Petrčkove hiše. Z izjemo vremena se delovni pogoji niso dosti izboljšali. Radovedno množico pa je zadržala vsaj zasilna ograja. Arheološka ekipa se je okrepila s prihodom arheologa Marjana Slabeta z Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana. Pri risanju grobov je vsaj občasno sodeloval akademski slikar in grafik Milan Batista. Svojo delovno moč so prispevali gradbeni delavci podjetja Projekt Kranj. Raziskanih je bilo še 228 grobov. Na začetke grobišča v zgodnjem srednjem veku so opozorili značilni obročki, ki so jih ženske nosile obešene ob sencih, na traku ali ruti. Na še starejše korenine Kranja pa sta kazala dva rimska novca, ki so ju prvi najditelji v zgodnjem srednjem veku uporabili kot dela ogrlice. Izkopavanja so se ponovno pričela septembra leta 1969 na prostoru vzhodno in jugovzhodno od cerkvene apside. Maja in junija 1970 so se nadaljevala ob vzhodni steni cerkve in severovzhodno od nje. Več kot 400 raziskanih grobov v le mesecu in pol izkopavanj leta 1969 in 270 grobov v dobrem mesecu izkopavanj leta 1970 kaže na veliko intenzivnost del in gostoto pokopavanja. Še več, kar 733 grobov, so arheologi izkopali med začetkom junija in koncem septembra leta 1972 na prostoru med župno cerkvijo in Petrčkovo hišo severno od nje. V tem času je ekipa postala že kar številčna in so jo poleg vodje Andreja Valiča sestavljali še dva arheologa, dva antropologa, arhitekt-konzervator, tehnični risar, fotograf ter občasno konzervator in umetnostni zgodovinar. Večkrat so se fotografirali v različnih zasedbah. V tem letu je stalni član ekipe postala antropologinja Tatjana Tomazo-Ravnik. Poleg grobov so tega leta arheologi naleteli še na druge zanimive sledove preteklosti. Odkrili so ostanke prazgodovinske naselbine iz 8. stoletja pred našim štetjem, med drugim keramične lonce v jamah, vkopanih v ilovico. Namenjeni so bili shranjevanju hrane. Raziskali so še arhitekturne ostaline poznoantične krstilnice iz druge polovice 6. stoletja, okrogle romanske kostnice iz 13. stoletja ter pokopališke kapele iz 15. stoletja z družinsko grobnico rodbine Ek z Brda pri Kranju. V juliju 1973 so izkopavanja tik ob zahodni fasadi cerkve potekala le dober teden, pa kljub temu razkrila kar 130 grobov. Hkrati z izkopavanji, ki so še vedno vzbujala zanimanje ljudi, so potekale priprave za predstavitev arhitekturnih ostalin, odkritih prejšnje leto.
Komisija strokovnjakov različnih ved, ki je iskala možnosti za prezentacijo ostalin, je bila postavljena pred težko nalogo in po lastni oceni idealne rešitve ni našla. Kostnica, kapela in krstilnica so bile odprte za ogled javnosti leta 1981. Od leta 2014 do njih vstopamo skozi steklen vhodni paviljon. Podoba Kranja se je v teku 20. stoletja hitro spreminjala. Gospodarskemu in družbenemu razvoju je moralo slediti urbanistično načrtovanje. Zaradi potreb industrije so se v mesto priseljevali številni, ki so se zaposlili v tovarnah. V drugi polovici stoletja se je z gradnjo stanovanjskih sosesk, s priključitvijo nekdanjih predmestnih naselij in širitvijo okoliških vasi tako širše območje Kranja postopno zlilo v enotno mestno naselje. Po prvi svetovni vojni se je mesto postopno širilo v kokrško predmestje. Severno od mestnega jedra, kjer je bilo predtem le nekaj hiš, pristal in leta 1910 zgrajen vodovodni stolp, je začelo nastajati vrtno naselje z vilami kranjskih meščanov. Po drugi svetovni vojni je največjo spremembo doživel del mesta ob Koroški cesti, kjer je z velikimi arhitekturnimi posegi nastajalo novo poslovno in upravno središče, ki mu je največji pečat dal arhitekt Edvard Ravnikar. Zgrajen je bil prizidek stavbi občina, preoblikovana je bila fasada nekdanjega Narodnega doma in urejen nov trg Revolucije z velikimi plastikami akademskega kiparja Lojzeta Dolinarja. Po letu 1965 so bile porušene hiše na vrhu Jelenovega klanca, zgrajena sta bila hotel Krajina in veleblagovnica Globus, v kateri je danes mestna knjižnica. Javne in stanovanjske zgradbe so se gradile naprej ob Blajvajsovi cesti. Kranj je dobil nov zdravstveni dom in porodnišnico. Leta 1964 je bila zgrajena stolpnica Nebotičnika, ki naj bi svojo višino preglasila veduto starega mestnega jedra. Vse številčnejše prebivalstvo mesta in okolice ter potrebe modernega časa so narekovali obsežno stanovanjsko gradnjo. Gradila so se družbena stanovanja v blokih in zasebne hiše v bližnjih naseljih. Že leta 1947 so bile zgrajene prve večstanovanjske stavbe in dijaški dom v Novi soseski Zlato polje, kjer je gradnja blokov tekla vse do sredine 60. let. Kranj je v tem času dobil še 3. osnovno šolo. V 60. letih je intenzivno tekla gradnja soseske vodovodni stolp. Prvi nizki bloki so bili umeščeni med hišami, ki so bile zgrajene že pred vojno. Nato se je soseska širila na bližnja kmetijska zemljišča in na začetku 70. let so bile zgrajene stolpnice Šorlijevega naselja. V bližnjih naseljih Primskovo, Gorenje, Klanec in Huje so se gradile družinske hiše. Zaradi velikih potreb po stanovanjih se je leta 1971 začelo urejanje nove velike stanovanjske soseske Planina na vzhodni strani mesta. Na levem bregu Kokre so bili prvi večstanovanjski bloki sicer zgrajeni že med in takoj po drugi svetovni vojni. Gradnja blokov in stolpnic s preko 5000 stanovanji na Planini je tekla v 3 fazah do druge polovice 80. let. Poskrbljeno je bilo tudi za prometno povezavo z mestnim jedrom in novo industrijsko cono na Laborah. Danes gremo v Kranj večkrat na prireditev. Kdo pa gre nakupovati? Še pred 20 leti je bilo drugače. Skoraj vse, kar smo želeli kupiti, se je v mestu dalo dobiti. Za obleč, za jest, notranja oprema, posoda, pohištvo, radijski, televizijski aparati, kolesa, hrana. Kranj
je kot sejemsko mesto privabljal prodajalce in kupce z vse Gorenjske in od drugod že v prejšnjih stoletjih. Tisoči delavcev, zaposlenih v kranjskih tovarnah pred drugo svetovno vojno in po njej, so pa še okrepili njegovo vlogo trgovskega in servisnega centra. Znotraj nekdanjega kranjskega obzidja je 190 hiš in pred drugo svetovno vojno naj bi bilo tu 100 trgovskih lokalov in 129 obrtnikov. Trgovina z mešanim blagom Ivan Savnik je bila največja. Trgovina na debelo s katalogi po vsej Jugoslaviji in na drobno z veleblagovnico v mestu, kjer so prodajali vse od šivanke do kolesa, od igrač do strojev. Leta 1931 je bilo v Kranju največ trgovcev oblačilne stroke, skoraj 40%. Prodajali so metrsko blago, konfekcijska oblačila in modne dodatke. Med njimi so bile najbolj znane na Prešernovi ulici Krobatova, Adamičeva, Kokleva in druge. Drugo polovico 20. stoletja pa je zaznamovala njihova nacionalizacija. Vse trgovine so združili v podjetju Kokra, krojače in šivilje so vključili v šivalnico Gorenjska oblačila, čolarje pa v podjetje, iz katerega se je razvila tovarna Planika. Po drugi svetovni vojni je bila vsaj 2 desetletji ponudba siromašnejša kot pred njo, potem pa spet zelo bogata. Podjetje Elita je imelo vsaj 5 različnih trgovin z oblačili, od teh le ena še danes dela. Vsi slovenski proizvajalci obutve so imeli v mestu svojo trgovino, torej vsaj 6 lokalov s čevlji. Tudi prehranska ponudba je bila raznolika. 10 špecerij in drugih trgovin z živili, 8 pekarn, 10 mesarjev, 4 slaščičarji, tržnica z lokalnimi pridelki, kavarna in povrh še 30 gostiln in vinotočev. Pod mestom na sejmišču je občasno delovala tržnica z živimi živalmi. Veliko je bilo tudi trgovin z gradbenim materialom, železnino, barvami in laki ter obrtnikov, tesarjev, zidarjev, sobopleskarjev. Leta 1903 je star lokal železnine kupil Peter Majdič, lastnik trgovskega podjetja Merkur, ki je po drugi svetovni vojni bilo nacionalizirano. Nastala je veleblagovnica Merkur vrh Jelenovega klanca, značilna kranjska podoba. Marsikaj za opremo doma sta prodajali tudi trgovini Astra in Jugoplastika na Prešernovi ulici. Kar se ni dalo kupiti, pa so znali narediti mizarji, kleparji in mehaniki v mestu. Ko so v 21. stoletju zrasli trgovski centri v okolici mesta in je postalo pomembno spletno nakupovanje, je mesto Kranj opustelo. Pri razstavnem izboru sem se osredotočil na najstarejše in pa najbolj pomembne starejše likovne upodobitve Kranja, grafike, slike in pa fotografije, ki časovno segajo od 17. do sredine preteklega stoletja, ki so zanimive tudi zato, ker je umetnostni zgodovinar in prvi ravnatelj mestnega muzeja in nato Gorenjskega muzeja, dr. Cene Avguštin, v svoji monografiji Kranj, vsebinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja zapisal, da je gradnja meščanskih hiš, cerkva, mestnega obzidja in kapucinskega samostana uvrstila Kranj med kompozicijsko najbolj pretehtane mestne organizme v evropskem prostoru. Na začetku tega izbora je pa seveda prva najstarejša upodobitev Kranja, to je bakrores iz leta 1649, objavljen je bil v topografiji avstrijskih provinc, ki je pripravil en vodilnih založnikov, topografov in bakroresov svojega časa, Matijas Merjan iz Frankfurta ob Majni. Poglavitni značaj piramidalni zasnovi prispeva vrsta višinskih poudarkov. Osrednja prostorska dominanta je
zvonik župnijske cerkve svetega Kancijana in tovarišev. Z vrha zvonika lahko potegnemo imaginarno črto do Roženovenske cerkve, od tem pa do cerkve priprošnjikov proti Kugi, pa do obrambnega stolpa in roba mestnega pomola na Pungartu. Ta grafika prikazuje tudi nekdanjo cerkev svetega Martina, ki je stala na desnem bregu Save in je najkasneje do leta 1163 postala samostojna župnija. Iz leta 1759 so se ohranile 4 vedute s kranjskimi motivi. 2 prikazujete kranjsko župnišče, 2 pa nekdanji župnijski pristavi na robu mesta, danes jih hrani župnijski urad v Kranju. Za njihovega avtorja pa velja pomembni baročni slikar Valentin Metzinger. Avtor prve znane slikarske upodobitve Kranja iz 19. stoletja je bil kranjski rojak, živinozdravnik, profesor veterine in direktor Dunajske živinozdravniške šole Anton Heine. Heine, ki je bil domnevno bratranec nemškega poznoromantičnega pesnika Heinricha Heineja, se je slikarstvom ukvarjal ljubiteljsko. Risati se je učil pri kranjskem poznobaročnem slikarju Leopoldu Lajerju, najbrž pa se je izobraževal tudi na Dunajski akademiji upodobljajočih umetnosti, na kateri je nekajkrat razstavljal. Heine se je pri upodobitvi Kranja iz leta 1844 delno uprl na baročno izročilo, idiličnost in razpoloženjske dodatke pa lahko povežemo tudi z romantiko. Heine je Kranj upodobil z Gašteja. V spredju je prizor z živino in človeškimi figurami, na tako imenovani nekdanji gaštijski gmajni se pasejo konji, desni breg Save pa je še nepozidan. Najstarejša znana fotografija Kranja je fotografija na steklo, ki je bila posneta leta 1860 ali pa morda celo nekoliko prej. Za njenega avtorja velja kranjski rojak, prvi slovenski fotograf in pa fotografski izumitelj Janez Puhar. Fotografija je nastala v času, ko je bil Janez Puhar kaplan v Cerkljah na Gorenjskem, odkrita pa je bila šele pred nekaj leti. Vstavljena je namreč v sredino naslovne strani usnjenega ovoja voščilnice župljanov župnije Kranj, ki prikazuje del mestnega trga, to je današnjega glavnega trga s kranjsko župnijsko cerkvijo v središču. V spredju, natančno v osi cerkvenega zvonika, pa je kamniti mestni vodnjak z obeliskom sredi vodnega korita, v ozadju pa se vidi cerkev Roženovenske Matere Božje. Kranjski rojak Kristjan Pajer spada med najpomembnejše popotne fotografe tudi v svetovnem merilu. V 60. letih 19. stoletja je namreč fotografiral v Sveti deželi in pa v Egiptu kot tako imenovani popotni fotograf. Med enim svojih obiskov v domovini v Kranju leta 1868 pa je izdelal to veliko panoramsko fotografijo Kranja, ki je sestavljena iz 4 plošč. Fotografijo je posnel z vznožja Gaštijskega klanca. Tudi na tej fotografiji je desni breg Save nepozidan, preko Save vodi lesen most, nad reko se dvigna mesto, ki ga najbolj zaznamujejo na severozahodu grad Kizlštajn, v sredini župna in Roženovenska cerkev in na severovzhodu Pungart cerkev in obrambnima stolpama in veliko staro lipo. Na levem bregu Save je vidno nekdanje savsko predmestje s številnimi obrtniškimi delavnicami, tu so bili mlinarji, usnjarji in pa barvarji. Pod Pungartom pa leži Lajh, ki je dobil ime po občasnih najdbah človeških kosti iz dobe preseljevanja narodov.
Janez Marinčič spada med osrednje predstavnike sodobne slovenske fotografije. Fotografirati je začel že v 30. letih 20. stoletja. Leta 1935 se je pridružil Fotoklubu Ljubljana, leta 1939 pa je dal pobudo za ustanovitev fotografskega kluba v Kranju in soorganiziral je prvo fotografsko razstavo v Kranju. Fotoklub je bil kasneje, leta 1949, ustanovljen v Kranju na njegovo pobudo, deluje še danes in Janez Marinčič je postal tudi osrednja, osebnost, vodilna osebnost v kranjskem fotoklubu. Za razstavo pa smo izbrali njegove fotografije, ki jih je posnel iz zvonika Župnijske cerkve. To so pogledi na nekdanji manjši trg pred cerkvijo in pa med Prešernovim gledališčem, ki spadajo v ciklus tako imenovanega znamenitega Marinčičevega pogleda od zgoraj. Mesto Kranj se je skozi stoletja časom primerno spreminjalo in moderniziralo. Ta proces bo tekel naprej. Kot posamezniki in skupnost pa se moramo odločiti, katero hišo, zgradbo, tovarno, stanovanjski blok ali podobo mesta bomo ohranili našim zanamcem. To je dediščina, ki smo jo sprejeli, s katero živimo in smo jo dolžni ohraniti. Upam, da bodo naše odločitve pametne in bomo v podobah Kranja pisali nove, uspešne in zanimive zgodbe.